Že folk, Živijo. že prošli v nadcastu. Ja. Danes smo tudi jaz kapo. In zdaj, ko se gledam, je bom dobro. Sem se preoblekel ti, ne? To je malo. Jaz imam to. Če ste že prejšnji nadcast poslušali, ste mi boč slišali, da nimam prav veliko oblačil. Spet zdaj, če ste pozorni na osvetljavati, ga posnetka vidite, da se spet igrava z to... Igrava se z... Sencami in z odgledjo. Mislim pa se igrava z svetlobo, ki jo lahko pač, te vire svetlobe, ki jo lahko najdeš v prostoru. Ja, pač do it yourself, professional lighting. Tukaj se tudi, da je veliko nadcastov. Ja, šla sem googlat nadcast in vse dogaja. Začnete kritizirati. Kaj imaš na glavi? Na glavi imam kapo iz serije Gozba. Kaj pa je to? To je pa ena serija, ki sem jo posnela. Dajte jo pogledati. Še let nazaj. Skoraj, let nazaj, ampak o tem bomo govorili kasneje. Mark, glede je na to, da sem te pogostil prej, zdaj vmes med pauzo. Lepo sem te, ne? Kaj sva jedla? Jedla sva, se pravi, tako, kot si mi ti predstavil, smo šli dobro. Pač, se pravi, feta, sir, pa suha salama na en dan starem kruhu. Kakšna suha salama? Neka zelo pač ta najcenejša. Ne. Ni? Ne. A ti... Goveja. Goveja? Ja. Mislim, da ni, mislim, da je med dražnimi. A res? Ker ima dejansko okus dober. Dober. Potem, ko je res pocen, so pa samo masne. Vem pa, da ti rad ješ umeta pocen, pik, si enkrat rekel. Ne, pik Madžarska je v bistvu zelo draga salama. Ziher? Ja, enkrat se spomnim, ko sem pa vzel sendvič salamo in si ti totalno pač vam padel, da kako lahko jem neko to pocen salamo. Kva? Ja. Kdaj? Ko smo snemali Gozno, ko sem se jaz potrudil, pa sem šel, se pravi, kupiti za vse. Ne, nismo snemali Gozno. Snemali smo nekaj drugega. Ja, in si ti totalno bil užaljen, da sem jaz kupil neko pocen salamo. Ja, pa pocena sem samo jaz to... Pač, ti si bil užaljen, da sem jaz kupil pocen salamo. Ja, kako sem bil užaljen? Užaljen si bil, napolno, zato ker, ne vem kaj. Mislim, pa je bila dejansko pocen. Bila je ena cenejših salam, ja. Ampak spet ni pa tako pocen, da je že sumljiv. Ena salama 50 centov. Sem nekaj bi kupil, ampak ni. Ampak imam sam te bakrene. Če lahko pozam s tem na futro 15 ljudi, ja, lahko imamo eno salamo. Sicer rok trajanja, dajmo pustiti to temo, je pa, dobiš pa to, ja. Mislim, pa nisem jaz po i zato, ker bi bila pocena, ampak verjetno res ni bila dobra. Ali pa? Ne, pač samo hotel si... Drago salamo. Hotel si, ne vem kva si hotel, samo pač izkoristil si tisto priložnost, zato da si pač tam pizdil, pa da si mene, kako se reče... Ponižal. Tako. Jaz se tega iskreno ne spomnim. Ja. Jaz se pa zelo dobro spomnim, ker moram spati s tem. Ziher je bila zgodba drugač. Ne, mogoče pa rekel, da res, zakaj si kupil to salamo, če bi dal malo več in bi bila dobra. Ja, več. A je ta dobra? Ja... Pazi, kaj rečeš v moji... Zelo dobra. Kaj pa ta kombinacija suha salama, suh kruh? Všeč bi bilo, ko si rekel, en dan str kruh, kar je okej, pa ko smo začeli, si rekel, jaz ne verjamem, da je ta sir še dober. A tebi se ni zdaj, da je problem v siru? Jaz sem čutil... Čutam zdaj še vedno, težo čutam. Ostaja pač v mojem želodcu. Pač ta feta sir je načeloma nima unga feelinga, kot nek plesniv sir, jaz sem ga pa dobil. Ja, pač možno, zato ker... In tudi, ker si omenil, da je načeloma v vodi, v slanici. Solnici, jaz ga imam v solnici. Ja, pač zanimivo, ni bil, ne, ker je bil iz originalne ven dan in je bil... Ješ plesniv sir? Več kot očitno sem ga pa jedel. Ampak tako, če... Ja, plesniv sir imam, in so si tako, to je specialiteta. Najraž, če zbiramo nekaj odprej hladilnik, če se kakšno stvar pozabiš, je yes.
jaz, punca, pozabila sva, Ja. to bom pa jaz. Ne, jaz bom. In se res fajta se zelo. Ampak se veš, da obstajajo plesnivi Vem. plemenita. Da se je ta predelnik upravičal, da je v siru noter. Ampak... To se verjetno Francoz mislil, kar res je imel tle not marketing že 200 let nazaj. Kaj ne z vsem tem jebenim? Jaz mislim, kaj je ful presežek sira, pa kaj folk polni sira. Kaj ne z tem naredim? Kako bi temu rekel? Čudovita plesen, res ni čudovita, zelena, modra, duhovita plesen. Jaz sem videl plemenit, plemenit. Malo tega politika, ki si vzel nadel ta pridelnik. Duhoviti, ne? Duhoviti. Ampak mislim, da prav veliko nisem tega jedel. Jaz ne moram, recimo, res ne moram... Jaz sem človek, kamot stvari proba, kam me ni strah nekaj probati in pač tudi, če mi ni dober. Recimo, gorgonzola je to plesnivi sir. Po mojem, to sem že jedel. Mene je to tako premočen okus mi je. Ma ja, jaz... Kaj pa tartufe, recimo? A si jedel tartufe? Ja. In ti je zelo... Sicer enkrat na bone, ko smo se spomnili v njih časov... Pa nisi jedel tartufe? Ja, vredno sem jedel. Nisi jedel tartufe? Jedel si nekaj podobno tartufe. Ampak, če so, kar sem jedel, mi bilo všeč. Všeč mi dajte, da si šel na bone jest nekaj... In sem dobil... Ker družba ful, tako so dragoceno, ima tartufe. Jaz imel ful neradno, ker sem ti za 2 evra doplačila, da bil pol kilski tartuf. Tak, oranžen, ne, pa zelo podobno. In praktično okus kot mandarina, no. Ja, pa sem jedel, poznam. Mislim, da tisto, kar sem jedel, je dobro, res pa, da nikoli nisem... A zdaj kot študent, ko si šel na bone jest, pa si pač plačal evro? Ne, pa že si dobro, da si ful zahteval. Ne. Zato težko verjamem, da sem znoril zaradi poceni salame. Ne vem, ali pa sem res slab dan vprost. Ja, nekaj je bilo, kar meni teži že vsa ta leta. Jaz sem tudi malo potisnil v tisto podzavest. In možno, da si malo spremenil, da ni bilo toliko hudo, da sem mogoče samo rekel, Mark, kaj je to zdaj na salama? Ne, ker nisi tak tip človek, ne možeš ti znati, Jure. Ja, če se da nekaj narediti, bom poskusil narediti. Ampak kupil sem sendvič salamo, tako da če vas zanima... Ja, sendvič salama! Ja. Pač ta imema. Mogoče sem... Greš tja in čez sendvič salamo in ti pač da to salamo. Ni tako, da te vpraša, kakšen sendvič pa hočeš, kjero salamo. Ne, pač sendvič salamo. Ne poznam tega. Očitno sem rastel v mehuričku. Ja, potem. Bogatih ljudi, verjetno. S tartufi. Z normalnimi starši, s povprečnimi plačami. Te salame pa res nisem, ja. Tudi tartufe na bone in da odgovorim, nikoli nisem bil zahteven. Jaz res vse požem. Pač kar vse. Ni stvari, kaj ne maram. Edin ne maram, mislim tudi res ne maram polente, pa jo vsem pojem, če jo moram, ne. Polente pa maram, ker so me silali v vrtcu, da sem jo jedel. Mislim, nimaš meja, kaj boš, če bi ti to dobesedno pasi drek dal, bi tako pojem, bi tako, okej, ne maram, ampak bom, ker ste mi dali na krožnik. Če bi vedel, da mi nič ne bo, pa če ne bi bilo to samo, pojej to za foro, ampak če bi bilo to neka tradicionalna stvar, bi jo pojedel, ja. Sigurno. Oh my god. Ljudje, če dajo Jure, da povabite v goste, samo spajkite neko tradicijo družinsko, ki jeste vse, kar se da. Česa pa vi ne marate? Napišite dolo komentar, pa se vidimo, pač ko se vidimo. Ajde. Isto bomo napravili, verjetno. Verjetno, jaz tudi.